dekan FUDŠ, profesor dr. Matej Makarovič. Njegovi sogovorniki današnji pa bodo profesor dr. Bojan Bugarič z Univerze v Ljubljani, profesor dr. Frane Adam, Inštitut za razvojne in strateške analize, profesor dr. Nikolaj Genov, Fakulteta za uporabne FUDŠ v Novi Gorici in pišev profesor dr. Borut Rončević. Zdaj predajam besedo Makaroviču. Hvala za ta prijazen vodni nagovor. Prav lep pozdrav vsem našim 4 panelistom. In seveda prav lep pozdrav še enkrat publiki, s katero že delimo večinoma nekaj ur tega današnjega programa zimskega tabora 3 fakultet. V glavnem, tematika je takšna, da je aktualna že dolgo časa. Živimo v tranziciji, ki traja zdaj že tako rekoč več kot četrt stoletja. Tranzicija, ki jo tudi nekako spremlja ena cela vrsta, torej po eni strani visokih pričakovanj, po drugi strani pa verjetno tudi še večjih razočaranj. In to tako se kaže znotraj akademskih debat, kot tudi verjetno še toliko bolj v debatah in diskurzu v okviru splošne javnosti. No, zdaj seveda se nekako po tem več kot četrt stoletja prav gotovo, seveda še toliko bolj nekako postavlja prava priložnost, da se nekako oceni, ovrednoti, naredi neki inventar, kaj je tisto, kar se je posrečilo, kaj je tisto, kar se ni. Zdaj, tisti nek splošni javni diskurs o tem je, kot je zasnavno, večinsko pesimističen. Po drugi strani se pa tudi sve lahko vprašamo, ali so bila morda pričakovanja tudi včasih previsoka, oziroma ali se je želelo prehitro preveč. Takrat, ko se je tranzicija, tako imenovana, začela, je Ralph Dahrendorf postavil eno zanimivo tezo o časovni dinamiki tranzicije, ko je nekako govoril o 3 časovnih razsežnostih, v smislu za reformo političnega sistema, neko uvedbo vse na formalni ravni predstavniške demokracije, naj bi se potrebovalo tam nekje kakšnih 6 mesecev, recimo, da spelješ svobodne volitve in tako naprej. Nadalje za reformo ekonomskega sistema, za nekak prehod na neko normalno delujočo tržno ekonomijo, naj bi se rabilo menda tam nekje kakšnih 6 let, medtem ko zato se pa spremeni neke vzorce mišljenja, neke kulturne obrazce, ki seveda zelo močno vplivajo tudi seveda na družbeno strukturo in družbeno delovanje, pa najbrž tudi 60 let ne bo dovolj, oziroma bo treba več kot eno generacijo. In nekako ta razmislek o teh razsežnostih, recimo, oziroma vprašanju pričakovanja, je tudi nekaj, s čimer bi mogoče v tem hipu začeli, in s to istočnico bi nekako predal besedo profesorju dr. Bojanu Bugariču, ki je nekako na to tematiko z profesorjem Berentom spisal odmeven, izjemno zanimiv članek, in nekako naj bo to za začetek. Prosim, izvolite. Hvala lepa, da se opravičujem, da bom stal tukaj. Taka profesorska informacija. Ste še raj hodil predavalec, da se mi zdi, ker da se tako malo, da to malo hecno izpadlo. Najprej zahvala dekanu Makaroviču za zelo prijazno povabilo in tudi ostalih, ki ste me privabili v to vašo sredino. Tema je izjemno zanimiva in se veselim debate o tej razpravi. Glede na časovno omejitev bom zgolj navrgel nekaj misli za istočnic, mogoče za kakšnejšo razpravo. Bom zelo selektiven pri internom navaju, seveda jasno nekaj približno ne pričakujem, da je kdorkoli bral te članke, ampak mislim, da gre za stvari, ki se da povedati v zelo normalnem, splošnem ljudskem jeziku, zato ni potrebno brati kakšnih člankov
imeli. Skratka, ne bi se pa v bistvu osredotočil na, ker vidikov je seveda več, ampak bi točno ta del, ki ga obravnava skupaj z profesor Beredom, ki je ekonomski zgodovinar, ampak bi večji poudarek dal mojemu področju, temu, kar najbolje poznam. To je pravna država, rule of law, institucije pravne države in tiste, ki predstavlja hrbtenico tega. Kaj se je s tem dogajalo v tranziciji, zakaj v bistvu na zaključku prideva do sklepa, ki je izjemno podoben temu, kar je dekan Makarovič na koncu nakazal, ne glede to, ali je citiral koga drugega ali izražil svoje lastne misli, skratka pravijo, da bo potrebna najmanj generacija, celo več, da pridemo do nekih bistvenih sprememb, skratka pričakovanja so bila prevelika, ampak ne glede na to, seveda potrebno biti kritičen in se vprašati, kaj je šlo narobe. Da v današnjem času, ko bi pričakovali, da so te države, sploh tiste članice oziroma države Srednje in Vzhodne Evrope, ki so istočasno članice Evropske unije, da bi prišle do nekega relativno stabilnega, normalno delujočega pravnega sistema, da bi tiste normalne institucije, za katere pač domnevamo, da so nujno potrebne in so hrbtenica delovanja demokracije, relativno solidno delovale. V bistvu opažamo, da seveda temu ni tako. Zdaj mogoče za izziv, da ne bom samo omenil v primeru, kasneje več iz drugih držav, ne lahko menimo, da kar je seveda presenetljivo, da v teh različnih primerjavah nekako Slovenija umanjka iz tega pregleda. Slovenija se nekako ne pojavlja, kot človek bere, predvsem te svetovne študije, Slovenija se ne pojavlja toliko kot problematična država. Recimo sem prej omenil, če gledate Freedom House Report, že vrsto let ne pravi, da v Sloveniji praktično vse v redu. Medtem ko, ne vem, vsakemu resnemu opazovalcu dogajanja je jasno, da smo v zadnjih 5, 6, če več letih priča praktično razkroja pravne države. Da smo priča temu, kar bi lahko najkraj opisali kot state capture, ugrabitev države, ko v bistvu ozke elite uporabljajo, zlorabljajo državo za svoje ozke strankarske interese, pri čemer delajo velikansko družbeno škodo, ki jo potem se davkoplačevalci vsake toliko časa seveda izplača v obliki raznih milijardnih pomoči različnim bankam, katerim upravljajo politični prijatelji teh istih oblasti. Tudi ravno škandalozno je bilo zadnjič razkritje, malo sem bolj pozorno gledal, kaj se tudi v medijih dogaja. Zadnje čase, eno leto sem drugače odsoten, me ni bilo. In recimo, mislim, da viceguvernerka Banke Slovenije celo v intervjuju pove, da so razkrili celo vrsto kriminalnih aktivnosti vodilnih ljudi v bankah. Človek bi pričakoval, da v normalni državi bi že morala biti, ne vem, policija obkrožiti te banke in pregledati vse te dejavnosti. Tako da bi me zanimivo, kakšen bo follow-up in teh ugotovitev, ko bodo prišle ven od Banke Slovenije. To je zgolj en vidik. Kar je problematično in kar mene zelo preseneča, da so države, ki so veljale tako imenovane success stories, skratka zgodbe o uspehu med temi tranzicijskimi državami. Veste, da Slovenija je bila ena med temi, ne glede na to, kaj se misli o tej oznaki, ali je bila upravičena ali ne. Skupaj zagotovo z Poljsko, z Madžarsko, sploh v 90-ih letih, še kar nekaj časa kasneje, so te države veljale za relativno dobre reformatorje v tranziciji, seveda vedno v primerjavi z ostalim vzhodom, Romunijo, Bolgarijo, skratka, Višegrajska skupina Slovenijo je v bistvu ponavadi, če vzamemo Slovaško, spadala med državi. Zadnja leta pa kažejo v bistvu nenavadno hiter razkroj in strašno krhkost teh institucij pravne države. To v tem članku ne razvijava na dolgo široko. Delam skupaj z Beredom in še z enim drugim Ivanom, ki je sociolog, v bistvu se upokojil, ampak svetovno znan zeleni, razmišljal, da bi pripravljen follow-up te študije, ker bi vključili še to obdobje 2010-2015, ki tukaj še ni vključeno. In v bistvu kritično se vprašali, kako je to možno, da v bistvu država, ki je v bistvu bila praktično že prepoznana strani Zahoda za functioning, relativno dobro delujoča demokracija, market economy, da kar naenkrat prihaja do teh strašnih preobratov. Govorim o Madžarski, kot prvem primeru. Nekaj podobnega se je začelo dogajati na Poljskem. Ne omenjam še drugih veliko bolj problematičnih držav, ko gremo bolj proti vzhodu, seveda srečamo države, kjer so odkrito avtoritarne države. Tukaj govorimo o državah, ki so že prišle do določene stopnje demokratičnosti, ki so že imeli recimo ustavna sodišča, ki so varovala določene temeljne pravice, ki so imela določeno stopnje avtonomnosti. Sedaj pa se soočamo s položajem, ko te institucije v bistvu so podrejene izvršilni veji oblasti. Recimo na Madžarskem je Orban uspelo v relativno kratkem obdobju, 5 do 6 letih si praktično podrediti ključne inštitucije
rule of law, kot temu pravniki pravimo. Poljska je v bistvu zelo svež primer, ne moramo biti previdni, kako ocenjujemo Poljsko, ker se stvari praktično so se začele dogajati. Ne. Slovenija pa to delala na bolj subtilen način. Ne. V Sloveniji se ni zgodil nek tak prevrat, da bi izvršilna veja to naredila na en tak v bistvu odkrit način kot Orban, ampak se je to dogajalo na zelo perfiden način. Ne. Govorimo o sodiščih, govorimo o kvaliteti dela drugih represivnih organov, ne, recimo politični vrh ves čas razglaša nujno potrebnost okrepitve avtonomije boja zoper korupcijo. Vemo, da korupcija je izjemno razširjen pojav tudi v Sloveniji, ne, in na kar postavi ta ista politična koalicija, ki trdi, da je to pomembno postavi za šefa korupcije, v bistvu člana eno teh strank, ki en teden pred imenovanjem samo umakne članstvo. Ne. Skratka, popoln posmeh pomeni, ne, kako lahko trdiš, da se boš boril proti korupciji, potem svojega strankarskega člana postaviš na šefa inštitucije, ki je bila neodvisna. Ali pa, recimo, če vzamete alarmantni položaj na področju sodstva, v bistvu moramo biti zelo zaskrbljeni, zelo razočarani nad delom našega sodstva. Edina svetla točka tukaj je Ustavno sodišče. Lahko ga kritiziramo v posameznih primerih, vsi imamo mnenja različna, ampak rdeča nit delovanja Ustavnega sodišča, recimo, da se je izborilo neko avtonomijo, samostojnost, da ima nek ugled v družbi in tako bi moralo veljati tudi za druge inštitucije, ki tega nimajo. Medtem ko redno sodstvo seveda je še zelo daleč od tega. Če gledate ta zadnji, v bistvu zelo pomemben pravni primer, torej obsodbo Janše, kako gladko je redno sodstvo v bistvu spravilo ta primer, čez da gre za neke vrste pilotno sodbo z nekimi nevidnimi dokazi in tako naprej. Šele Ustavno sodišče je seveda zmoglo toliko avtonomije, da se je resno pravno soočilo s problemom in povedalo to, kar je bilo treba povedati, da v tistih tam ni bilo nobenih dokazov, in seveda edina možna rešitev je oprostilna sodba oziroma oprostitev. Zdaj, kar je seveda zelo zaskrbljujoče, zakaj se ta pojav v bistvu širi kot neka vrste rak rana širom po regiji. Kaj je narobe šlo v tem delu? Tukaj bi rad povedal 3 ideje, ki jih pa razvijamo v enem drugem članku, ko analiziram zgolj ta izsek. Torej sem se omejil na institucije pravne države. In moja teza je, da so nekako 3, seveda številni drugi, ampak da so 3 ključni razlogi, ki so pripeljali do te, v bistvu, jaz pravim, plitvosti inštitucij pravne države. Shallow, zelo so plitve, niso globoko vsajene v družbo. Prvič, moramo gledati nazaj že od začetka tranzicije, kako so nastajali v bistvu te rule of law inštitucije. V bistvu, res da je bila seveda naglica zelo izrazita zaradi prilagajanja akiju. Če se spomnite, to so bila pozna 90. leta, je bilo potrebno preko noči spremeniti vso možno zakonodajo, zato da je ustrezala bruselskim zahtevam, ampak tudi ne glede na to, zelo malo je bilo razprave, debat o tem, kakšne naj bodo te institucije, kako naj delujejo, da bodo čim bolj prilagojene potrebam te države. Veliko več se je pripisovalo iz raznih tujih modelov, se premalo pozornosti posvečalo temu, da bi inštitucija res delovala v tistem konkretnem kontekstu. Ta problem plitvosti velja za skoraj da celo regijo, kar se tega tiče. Nima nekih globokih korenin, ki bi v bistvu dajali potrebno neodvisnost. Če gledate tudi medijsko neodvisnost, Zielonka iz Oxforda je izdala eno dobro knjigo pred kratkim o stanju medijske neodvisnosti v regiji, ki se tudi pojavlja zelo podobno vprašanje. V bistvu, Poljaki so srečni, imajo gazeto Viboržo, ki v bistvu je redkih časopisov, ki se ne pusti s to politiko, da bi jih nametili, medtem ko ostale države ima seveda hude probleme. Imajo predvsem ta RTV del, ki je povsod hitro plen političnih koalicij, ampak kaj hočem reči, nekaj več kot to. V bistvu tudi vprašati se treba o novinarjih. Zakaj pa novinarji ne premorejo neke avtonomnosti, da tudi če delujejo v takšnih hišah, seveda lahko kljubujejo tem pritiskom izvršilne veje oblasti. Drugi razlog, torej poleg te plitvosti, torej krhke vsajenosti teh institucij, ki ga navajam, je v bistvu tudi neka vrsta zgodovinska amnezija, ki je v bistvu prevladovala v tem obdobju. Ko se tranzicija začela, če se spomnite, so praktično glavni svetovalci, ki so imeli zelo pomembno besedo takrat pri krojenju politikov v vzhodni Evropi, so to regijo obravnavali kot eno zelo podobno področje. Razlike med Slovenijo, Ukrajino, tako so bile v bistvu sekundarne. Zdaj je bilo to bivše komunistične države, recept je bil zelo podoben in tudi dosti priporočila zelo podobno.
Ta drugi razlog seveda je imel v tisti fazi dramatično velike posledice za to, da je seveda še dodatno spodbujal takšno v bistvu nepremišljeno v bistvu formiranje, kreacijo politik, kar se tiče institucij pravne države. Recimo ena velikih problemov, s katerim recimo se je sodstvo soočalo povsod in po mojem znanju so ga relativno dobro rešili edino, zdaj sem to pozabil, katera, ena od baltskih držav, mislim, da je bila Estonija, je kaj narediti z sodniki. Kot veste, leta 90 je bilo potrebno postaviti neko neodvisno sodstvo. Model, seveda, ki so ga poznali, je bil zahodni model. Tam imajo sodniki seveda relativno trajen mandat, kar seveda pomembna garancija za njihovo avtonomijo. Ampak seveda, to kaže na ta primer, kako moramo paziti, ko pred te inštitucije prenašamo iz enega polega drugega. Pri nas seveda to pomenilo, da smo dali trajni mandat sodnikom, seveda, ki so bili diplomirali so še v komunizmu, da se spomnim, sem leta 1989 diplomiral, sem imel v 40. letniku še predmet teorije prakse samoupravljanja. Ko so v Romuniji še streljali na Čaušeskoja in je socializem propadal, so pri nas še trdili, da se bo dalo še kaj narediti mogoče s tem sistemom. Kaj hočem reči? Ti ljudje niso bili šolani, pripravljeni za pravo v bistvu demokratičnih, liberalnih, kapitalističnih držav, ampak so ne glede na to praktično preko noči dobili trajni mandat, brez kakršnega koli preizkušanja. Estonci so v bistvu praktično 40-50% sodnikov so enostavno na mehek ali drugačen način upokojili, preusmerili v rečne druge poklice in poiskali res neodvisne sodnike, ki so jih prej izobrazili, so jih ponudili možnost izobrazbe. Tega pri nas ni bilo. In po moje to, zato še danes plačujemo ceno, zato v bistvu ne premisliti tega. Vem, da takrat so bili drugi časi, so bile drugačne razprave o teh vidikih, ampak to je bil drugi razlog, in če zaključim, ker mislim, da sem že v 11 minuti gleda na uro. Tretji razlog, ki je tudi zelo pomembno prispeval, torej poleg plitvosti inštitucij, zgodovinske amnezije, ja, v bistvu je bil že implicitno omenjen v drugi, je pa to slepo kopiranje. V bistvu zelo lepo je gledati, kako so stvari urejene v drugih državah, to je zelo pomembno, ampak to je lahko zgled. V bistvu, če gledate resne, velike države, te nikoli ne kopirajo slepo modelo v drugih državah, ampak se inštitucije prilagajajo svojim dejanskim, političnim, socialnim, kulturnim potrebam. Ena Nemčija, Francija, Amerika seveda tudi gledajo krog, kaj druge države delajo. Ampak na koncu produkt je njihovega lastnega premisleka. Države srednje vzhodne Evrope ne vedno izključno po svoji lastni, tudi so bili pa zelo potisnjene v položaj model takerjev, niso bile model makerji. So prevzemali te modele, če dodamo še prve dve pomanjkljivosti, se ne preseneča, da smo na koncu dobili v bistvu eno navidezno v bistvu delujočo pravno državo, in tle bom zaključil z mislijo pokojnega profesorja Bučarja, ki moram priznati, nekaj let nisem razumel, o čem govori, ko je to ves čas ponavljal to tezo. On je namreč nekaj let ves čas razlagal, da v bistvu mi imamo formalno gledano demokracijo, da imamo pač pravni sistem, ki je zelo podoben evropski držav, ampak dejansko, da še vedno živimo nekje v preteklosti, prejšnjem sistemu. Večina ljudi je zelo čudno ga gledala, gospod je že pač malo v letih, ampak danes je govoril v bistvu zelo resnico, da točno to drži v bistvu. Tle si polsko sodim to eno Berendovo eno metaforo, ki uporablja v eni starejši študiji, ki govori o forme brez strukture. V bistvu forma navzven naši zakonodajni organi izgledajo na videzno podobno zahodnih, vsebina je seveda pa bistveno drugačna. Ravno ta vsebina manjka, zaradi tega seveda ni v bistvu te zaželjene avtonomije in tako naprej. Dobra novica potem seveda pesimizmu mojem, ne pozabi, da imam še mađarskega soavtorja, če poznate tisto reklo, da mađarski optimist je contradiction in terms, da je tisto protislovje, potem dodate še Slovenijo, ki ni daleč od tega, ampak ne moram zaključiti za pozitivno novico, je pa tak, ki je v bistvu že odprl, dekan Makarovič. V bistvu, mogoče smo pa tudi nekoliko preočakani s pametno politiko, z resnim soočanjem, najprej identifikacijo teh problemov, z resnim soočanjem, seveda lahko te stvari popravimo, ampak to traja res veliko časa. Recimo, jaz predavam javno pravo, sem študiral, kako so Američani gradili neodvisni javni sektor, civil service, recimo, to, kar bi tudi mi radi imeli. Zakon so uzakonili že leta 1879-81, slavni Pendleton Act. Ampak trajalo skoraj 60 let, da so prišli do tega, da je ta njihov civil service res deloval neodvisno. Vmes je pa deloval zelo podobno temu, kar gledamo tudi pri nas. Korupcija, nepotizem, strankarske imenovanja in tako naprej. Skratka, več časa potrebujemo, ampak seveda istočasno učiti se iz teh napak, odkrito od njih debatirati
in na podlagi napak poskušati odpraviti te napake. In seveda tega, tle pa moram priznati, da to sem malo dodal tega v članku, mislim, da tle v Sloveniji je pa veliko manj odprtega, na eni polski, na eni mađarski, še vedno lahko veliko več o tem debatirajo. V Sloveniji nekako manjka razprave o teh vidikih, je zelo preveč izolirana na oske akademske eksperte v raznih kabinetih, članke v tujih revijah, ampak v naši javnosti se seveda s tem ne soočamo. Recimo, če bi to v neki mainstream javnosti ne povedal, take stvari poveste, vas proglasijo, da ste bodi si, ne vem, ali nekaj narobe z vami, ali da ne spremljate dogodkov v Sloveniji, vse verjetno in da to seveda pretiravamo. Hvala lepa. Hvala. Hvala za ta izjemno zanimiv, poučen prispevek, nazoren in hkrati tudi akademsko dovolj poglobljen. Sam to mogoče ne bolj nesporazuma, torej to o teh treh časovnih razsežnostih seveda ni moja ideja. Povzel sem jo po Ralfu Dahrendorfu, Dahrendorf je tisti, ki je to v začetku 90-ih, mislim, da ali pa možnostih zapisal. Drugače pa, kot rečeno, debate dejansko je očitno premalo, poskušamo s tem dogodkom malo prispevati, tudi zato je odprt za širšo javnost. Zdaj ste želeli malo več medijske navzočnosti, je bolj malo, ampak tista, ki je dragocena, tako da smo za njo seveda hvaležni. Zdaj pa bi seveda prišli na neko drugo, s tem povezano dilemo in temo, namreč vprašanje, kaj je neka referenčna točka za države v tranziciji, torej po čem naj bi se zgledovale, po čem se zgledujejo in seveda bolj ali manj jasno je, da nekako tradicionalno je bila tista referenčna točka, po kateri se zgledujemo, ki je tudi včasih morda, kot je dejal dr. Bugarič, včasih morda nekritično posnemamo, je seveda Evropska unija, zgled iz Evropske unije, ki pa seveda, kot vemo, ima danes tudi sama kar precej očitne težave na ravni, ki bi rekli, governance, oziroma vladanje oziroma upravljanje. Da samo omenimo, od grške krize pa do aktualne begunske krize in seveda še mnogih drugih težav, ki jih Evropska unija očitno ima. No in nekako, to je pa tudi nekako osrednja tematika, ki se jo dotika v svoji prezentaciji profesor Nikolaj Genov. In glede na to, kar prosil, da se naveže na to. Izvolite, prosim. Many thanks for the invitation, for the introductory words. The problem I would like to discuss can be briefly summarized in the way. If there would be a real constructive meaning of the political slogan Europeanization, this was the incorporation of the EU patterns of good governance, first of all, which in operational terms, meant that the 80,000 pages of acquis communautaire had to be translated, passed through the national governments, incorporated institutions, and in behavioral patterns of decisions in everyday, not only work of courts, but in all other institutions. The task was to achieve equitable, promoting government participation based on pluralism. You may have a look at the screen. Transparent, accountable, practicing the rule of law, effective, inefficient, enduring, good governance. What happened in practice? The years between 2000 and 2007 were the best years so far of globalization, the best period for the development of the European Union, and several other supranational organizations. The major achievement of the European Union in this respect was the successful
expansion to the east. Smooth governance was more or less successfully introduced in all the 10 Central East European societies. The internal relevance of the dominance of law and order was established in the Central and Eastern European 10 new member states. So there were quite a lot of organizational troubles, difficulties. The years between 2000 and 2007 can be clearly defined as years of organizational harmony. One exception was Hungary because of economically false decisions of the Gyurcsány government, but I'll just pass well beyond this issue. Evolutionary achievement. This is the very simple resume of what has been done in the upgrading of organizational rationality of the 10 Central and Eastern European countries. The evidence, I'm going to provide it, the very encouraging economic result of the 10 CEU countries. Please have a look at the column 2007. Well, nearly Chinese achievement with one exception. Exception Hungary. I mentioned pensions were increased 3 times during this period. This was politically very correct decision of the Gyurcsány government, but economically it was disastrous. So, positive developments, relative political, calm, law and order as far as it was possible. So, what happened 2008 and 2009? At the first summit of the G20 in November 2008, José Manuel Barroso was asked what had the European Union already done, what is going to do in order to cope with the looming at that time financial and economic crisis. The answer was yes, the European Union did have a summit in September, but inconclusive in whatever respect. So the European Union did not have common policy to cope with the danger of the looming crisis. So the result was very predictable. Britain devaluated the pound. Germany declared a firm support to the national car building industries. France poured tremendous amount of public money into private banks in order to stabilize the banking system. Poland took tremendous amount of international credits, and all these countries autonomously tried to cope with the crisis. No common policy of the European Union. The point is, at this very critical moment, the European Union turned to be unable to develop and apply coordinated policy or policies, at least in the area of managing rising unemployment, despite the fact that the common employment policy was already defined after 1997 and worked perfectly well between 2000 and 2007. So the question mark, was the employment strategy of the European Union only good for good times and not applicable at all in crisis times? Question mark. So, don't believe in angels. The image of good governance, efficiency, effectiveness
was very much compromised by the handling or lack of handling, using Weber's concepts. Inaction is also action, type of action. Of the first major crisis, the global crisis 2008-2011, after the successful expansion of the European Union to the east. This was a very, very sobering experience for those who truly believed that the organizational efficiency and effectiveness is already incorporated in the institutions and decisions and action of the European Union. The time has come to seriously think about the need to preserve and develop the national organizational capacities in Eastern European societies for managing the continuing transition. The second case, the sovereign debt crisis. It was produced internally in EU15, exactly the example of good governance. Many believe that good governance in EU15 was completed reality. Was it? Take the Greek case. Systematic overspending, lax taxation policies, systematic statistical cheating, systematic practice of government, and inefficient control on the part of the European Union. 7% of the GDP in Greece came from the support credits, loans and grants from the European Union. So, several EU15 countries were close to default. So, was this a sign of good governance? So, you see, real GDP growth, 2007, 10, 11 in Greece. Well, here, relatively positive, but the decline strong. Ireland, well, very slow growth. Italy, systematically slow growth. Portugal, and so on. Deficit of current accounts, okay, large in all these countries, except Italy, there are some specific in this respect. Budget deficits in all these countries, and governmental debt very, very high after the so-called haircut reduction of the public and private credits to Greece, very substantial reduction. Greece has currently, at the end of 2015, 195% compared to GDP, well, international indebtedness. Well, this is a very clear case of, well, governance which is very far, far away from the expected efficiency and good governance. Lessons from the handling of the sovereign debt crisis. Well, most probably a well-organized default would be a better solution, default of Greek government. Well, but this was not foreseen in the Maastricht Agreement, not at all. Exit of a country from the Maastricht Agreement was not foreseen. Well, tremendous delay of decisions, whatever the content in the moment. Anyway, decisions were taken by Frau Merkel and Mr. Sarkozy, then by Frau Merkel and Mr. Hollande, and the rest had to accept, to the extent that the Greek members of the parliament, the members of the Greek parliament, received one of the decisions at 9:30 in the evening, until 12 o'clock, well, they had to
pass the decision supporting the second bailout. Well, they did not have the time to read it. So the rest were very much deprived from their right to participate in the so-called coordinated way of taking decisions, democratic open method of coordination. So open questions. So if this handling of the Greek sovereign debt crisis should be regarded as, well, best practice of the European Union, well, quite a lot of question marks are appear in the air. So, do we need democracy for good times and deviations from democracy for bad crisis times? I mean, in the framework of the European Union. So, the migration crisis, dramatic case. I'm not going to go into details. Did the national governments in the EU administration have no information about the coming wave? The secret services, did they not provide the governments with the necessary information about the looming tragedy? This is a tragedy, no doubt. If the information was available, why no measures of precaution were taken? Did anybody really believe that Greece alone, according to the Schengen Agreement, could handle the tremendous wave of migrants? This could be expected, absolutely utopian expectation. Why are the EU and the European Union national governments still unprepared, unbelievable to handle the immigration wave efficiently? As the common challenge to be handled by following the Hungarian example, you know very well what I'm talking about. Is the handling of the case an example of good governance? What is the most natural question? So, some generalist lesson. The post-socialist transition of the Central Eastern European countries to good governance was very much supported by the transfer of constructive experience from the EU15. Recent developments made clear strategic weaknesses of the European Union in handling existential challenges obvious. The crucial lesson for the European Union: stop talking about deepening the integration, at least in the moment. Consider absolutely realistic, burning tasks. And the crucial lesson for the countries of Central Eastern Europe, the transition countries, consider their own interests and options very carefully. Well, not forgetting that we are the members of the European Union, supranational organizations. But the European Union is not always an example of good governance. We have to learn this and implement this conclusion into the national practice. Many thanks. Thank you. Okay, so thank you for this very, very interesting presentation. So we are clearly moving away from Euro-idealism to a kind of realism or perhaps even pessimism. Okay, Michel, we may leave this for further debate. Of course, če nadaljujemo z predstavitvami, zdaj seveda na nek način je tu vprašanje, kako postaviti neke vrste inventuro. Ne? Kaj je bilo doseženo, kaj ni bilo doseženo, kako to izmeriti, ne? Kako to oceniti, tudi kako oceniti debate, ki o tem potekajo, ali je potrebno razmišljati o nekih nadaljnih, recimo, meta-analizah, že analiziranega, in v povezavi s tem nekako lahko veliko povesta naslednja dva govorca. Prvi od njih, vsekakor profesor dr. Frane Adam, nekako s katerim smo, enako profesor Tončević in tudi jaz, in profesor Tomčič, so avtori knjige izpred že kar veliko let, zato je seveda tudi toliko tudi časa, da se zelo kritično na nek način ozremo na to, kar smo pisali takrat, in seveda, kaj se je od takrat naprej dogajalo. No in
seveda v povezavi s tem, kar in tudi se je videlo veliko širše, ne, bi predal najprej besedo profesorju Adamu. Prosim. Ja, hvala za besedo. Jaz bi samo podal nekaj izhodišč ali istočnic, nekatere bodo še naprej morda v debati, nekatere pač bo treba debatirati, se z njimi soočiti v poznejših podobnih situacijah oziroma priložnostih. Namreč ta tema je tako zapletena, več, bi rekel, plastna, več dimenzionalna, da je seveda niti ne moramo pomisliti na to, da bi jo lahko absorbirali recimo uri pa pol, v eni diskusiji. Lahko pač podamo nekaj zelo, recimo, nekaj splošnih, tudi malo bolj konkretnih pogledov oziroma tez ali hipotez, in to je v bistvu vse. Zdaj, kar mene prvenstveno zanima, je to, na kakšen način se naj bi mi lotili proučevanja, raziskovanja procesov, ki se odvijajo, ki so se odvijali v sklopu tako imenovane tranzicije. V vzhodnoevropskih državah, seveda vključujoč tudi našo državo oziroma družbo, se pravi Slovenijo, torej to nas seveda zadeva, to nas prizadeva. In po drugi strani pa, seveda mi imamo neke izkušnje, mi lahko tudi malo drugače govorimo kot nekdo, ki pač v teh državah ni živel oziroma jih ne pozna z prve roke. To je neka prednost, zna biti seveda tudi slabost, ampak mislim, da je bolj prednost kot slabost. Torej, jaz sem dal naslov, recimo temu, to ni referat, to je v bistvu samo osnutek referata, ki sem ga poslal za to priliko, oziroma za to okroglo mizo, kako do celovitejših spoznanj o rezultatih tranzicije. Se pravi, mene zanima to, kako bi rekel, bolj epistemološki vidik, propedeutični vidik. Torej, zanima me seveda tudi, koliko lahko se zanesemo na analize, ki so bile do zdaj narejene, kaj tem analizam manjka. Jaz seveda nimam te pozicije, bi rekel, tako rečem, destruktivne ali pa češ vse treba zavreči, ali pa jaz bom zdaj vse druge kritiziral. Prvič jaz seveda, to bi bila hipokritična poteza, ker sam mnogih odgovorov nimam, ampak gre za drugo stvar. V družboslovju bi se morali, bi rekel, navaditi na nek drug način raziskovanja, opazovanja družbenih fenomenov. Torej, potrebujemo nekaj bolj poglobljenega, potrebujemo neko sintezo, potrebujemo integracijo dosedanjih spoznanj. Seveda z neko kritično presojo, z neko selekcijo. Če z tega vidika gledam, potem lahko rečem, da do zdaj, vsaj meni ni znano, da bi recimo nekje obstajala v neki reviji ali knjigi neka taka analiza tranzicije, ki bi jo jaz potegnil iz torbe in bi rekel, to je to. To je pa res dobra analiza. Torej tega ni, nažalost. So pa, bi rekel, čisto kakšne zanimive, parcialne analize, seveda vmes je pa tudi dosti prispevkov, ki bi jih pa težko, bi rekel, sploh uporabili v neki nadaljni proceduri preverjanja. Moj vtis je, da v družboslovju, tako ekonomiji, sociologiji, prihaja tudi, bi rekel, do dost, bi rekel, problematičnih, bi rekel, sklepanj, ki izhajajo
iz nekega zelo površnega, površinskega zajemanja podatkov, ki to je ena stvar, druga stvar je pa, bi rekel, diskurs v družboslovju je zelo šibek, kar je bilo že rečeno. Ne? Torej, nikakor ne moramo mi predvidevati, da bi se zdaj nek genij pojavil z neko analizo, ki bi nas navdušila. Ta analiza je možna samo v neki interakciji, samo v neki izmenjavi, neki polemiki. In ravno ta vidik pa umanjka. Zato je en razlog, da imamo opravka z relativno slabimi ali pa nezanesljivimi ali pa le delno uporabnimi sociološkimi in ekonomskimi analizami, ki se nanašajo na tranzicijo. Jaz sem v zadnjih dneh kar nekaj prebral, zlasti iz strani napisanih ekonomistov, ali pa, ki se ukvarjajo recimo s vprašanjem konvergence ali teh držav, pač uporabljajo te svoje, ne svoje, ampak ki jih vsi uporabljamo, makroekonomske indikatorje, rast, gospodarska rast, BDP per capita, kupna moč in tako naprej. Celo ti podatki, ki naj bi bili recimo objektivni ali pa zanesljivi, celo tukaj se pojavljajo recimo vprašanje, odkje je pa zdaj ta avtor to sploh vzel te podatke, odkje so njegovi viri, ne da se točno ugotoviti. Ne da se točno ugotoviti virov podatkov, z katerega leta je vzel podatke. Če napisal knjigo leta 2015 ali 2016, zadnji podatki so 2010. Ali zdaj, kaj lahko danes v bistvu sklepamo? V bistvu zelo malo. Torej, tukaj je kar nekaj problemov, ki se vežejo na samo epistemologijo, na sam pristop, kako se v bistvu lotevamo te analize. Seveda ne gre zdaj samo za analizo, kot smo že slišali, za analizo tranzicije ali vzhodne Evrope, družbenih sprememb v vzhodni Evropi, ampak gre seveda tudi, vendarle tudi za širši kontekst tudi celotne Evropske unije. Torej, jaz v bistvu izpostavljam tukaj 4 oziroma 5 komponent, ki bi 5 sklopov vprašanj, ki se mi zdijo recimo najpomembnejši in bi treba na nje odgovoriti, ali pa bi rekel nekako preveriti in nadgraditi tiste študije, ki že obstajajo. Torej, eno je vprašanje o meritokraciji. Meritokratska družba je osnova za družbeni razvoj, zdaj po starem bi rekli družbeni napredek v narekovaju. Torej, meritokratski kriteriji neko narekujejo, kako bodo zasedene zlasti najbolj izpostavljene pozicije v družbi in državi, spravi elitne pozicije. Če se teh kriterijev neka družba ne drži, potem je seveda to lahko vodi navzdol v neko regresijo. Jaz mislim, da je ta regresija razvidna, pa ne samo v vzhodnoevropskih državah, tu bi spet morali malo diferencirati. Vidi se recimo tudi znotraj Evropske unije, evropskih institucij, evropske birokracije, kako ta deluje, skratka ni kaj zelo boljše kot recimo naša. In to ima prav gotovo zveze s tem principom, s tem meritokratskim principom. Kot drugo je vprašanje socialne integracije ali pa odnosa med socialno in sistemsko integracijo. Torej, videti se da, da so določene družbe, pa ne samo vzhodnoevropske, zlasti južnoevropske in vzhodnoevropske, v neki smislu zelo podobne. Zato mi ne moramo govoriti o Evropski uniji, EU15 ali tako naprej. Evropska unija je razdeljena na 3 dele, ne na 2, na 3. Torej, Zahod, pa še to je dokaj grobo, ker znotraj so 3 podpodročja, vzhod, kot Slovenija spada, in jug.
Italija, Portugalska, Malta, Cipr, razen Francija, samo Francija spada v kontinentalni del z Nemčijo. Torej, ta južni del je seveda precej podoben nekaterim vzhodnoevropskim državam, zlasti ker zadeva to notranjo konfiguracijo odnosov. Ta del, bi rekel, zelo zanemarja meritokratski princip, bolj, bi rekel, temelji na klientizmu, recimo, da Grčija je seveda prav tipični primer, seveda Grčija ni nobena zahodna Evropa. Torej, Grčija je pač, spada pač ta južni del, celo ekstremno, ki ima ekstremno potenciran, bi rekel, ta vidik klientizma in korupcije, že od vsega začetka. Seveda tukaj je več razlogov, tudi so geopolitični, strateški, zgodovinski in tako naprej. To, kar se recimo dogaja, te družbe so v bistvu še precej nestrukturirane znotraj. Ne? In to, kar se recimo na Madžarskem dogaja, na Poljskem, je zame znak, da se poskuša vzpostaviti neko večjo stopnjo integracije. Sveda na način, ki, moram reči, meni ni prav simpatičen, ampak pojasnitev, ki jo lahko damo. Torej, Madžarska, to se da videti po raziskavah, različnih anketah mednarodnih, je bila, recimo, če si gledal po 10 leti, 5 leti, zelo ranljiva drifting society. In se je pač pojavil nekdo, ki jo je poskušal rešiti tega. Na tak način, kot se je pač recimo zgodilo, dobijo 2/3 večino in se je avtomatično polastil določenih vzvodov, ki bi jih mogoče politika ni dobro, da jih upravlja. Kot je tudi kolega Bugarič govoril. Ampak moramo razumeti, zakaj je do tega prišlo. Mislim, da je na Poljskem tegno biti podobno. Druga dva, tretji vidik je v bistvu ta mednarodni, se pravi Evropska unija, periferija, ne periferija, v bistvu kaj so te tranzicijske države se spremenile, ali so napredovale, recimo, če jih primerjamo bolj z EU15 ali z Zahodom ali z Jugom, tudi sama Evropska unija, kakšna je se, prav gotovo smo ugotovili, da se tudi spreminja. Ni več ista, kot je bila leta 2004. Torej, kaj lahko govorimo o konvergenciji, divergenciji, zdaj dosta avtorjev je nekako pesimističnih mnenja, da so te vzhodne države šle iz ene periferije v drugo periferijo. Recimo Berendt, on je že leta 97 napisal članek, Detour, tu v periferiji, return, to mislim, da je malo francoska beseda, povratek nazaj v periferijo in zdaj seveda to nekako še bolj ostri obliki tudi v tem članku, ki ga je s kolegom Bugaričem napisal. Zdaj, ali je tista podatkovna baza, ki jo on navaja, pravi BDP, torej kako so se te vzhodne evropske države približale v gospodarskem smislu, se pravi BDP-ju, od leta 1820, se mi zdi, do 2010. On ugotavlja, da je tukaj v bistvu neka divergenca, oziroma nazadovanje vzhodnih držav. Seveda so pa podatki, bi rekel, podobni, torej BDP, če vzamete BDP na prebivalca, ki kažejo, da so praktično vse vzhodnoevropske države napredovale. In ta, recimo, jaz sem največ, kar sem našel, je na eni strani, to je iz Zumarjevega poročila, tukaj je malo teksta, ena tabela, graf, pojasnila. V tem jaz najdem več, kot sem našel v 5-6 bi rekel, tekstih tujih ekonomistov. Bodi si, da govorijo o vzhodni Evropi, bodi si, da tudi kaj v Sloveniji povejo. Najbolj kritično v Sloveniji povejo Umar, ne drugi. In iz te, recimo,
in tudi razloži, kar je tehnično razloži, kako so podatkov prišli, ne? Torej se da rekonstruirati, se da ponoviti. No, in mimogrede, ta tabela je od 2000, zdaj mislim, da je od leta 2000, primerja, torej od leta 2000 do leta 2013, po regijah, oziroma po nekih sklopih držav. In glavni indikator, ki ga ima, ki ga uporablja, je BDP na prebivalca v standardih kupne moči, in sicer torej delež, koliko se je vzhodna Evropa približala v Zahodu. Kot vemo, recimo za Slovenijo je padla, Slovenija je imela že 89% evropskega povprečja, koliko devijera od evropskega povprečja vsaka država. Slovenija je imela 89% povprečja evropskega, zdaj ima pa 82%. In ta indikator, ki je zelo enostaven, bi po mojem moral biti izhodišče za neke bolj ekonomsko pobarvane diskusije, ampak noben od teh avtorjev, ki jih imam jaz tukaj v mapi, tega indikatorja ne uporablja. Govorijo pa o konvergenci. To meni ni jasno. Mislim, kako da, ker to najbolj, zdaj mu rekel, da jaz verjamem ta indikator, ali da mislim, da je edini ali absolutni, karkoli, sploh ne, to je samo izhodišče. Kajti naprej se moramo vprašati, na čem pa temelji ta rast? Ali je razvojni model teh držav, kjerkoli, vzhodnih ali zahodnih, ali je sustained, vzdržen, samonosilen, ali sustainable, trajnosti, ali pa je odvisen od zunanjih dejavnikov, od zunanje pomoči, od strukturnih skladov, od tujih investicij, nekih konjunkturnih situacij, recimo, ki so zelo kratkoročne, koliko je, recimo, koliko so tehnološko uspešne, inovativno uspešne, koliko so se tukaj stvari spremenile. To je potem pa naslednje vprašanje. Skratka, mi moramo moramo iti po korakih, step by step, da pridemo do neke bolj celovite, sintetične analize. No, in kar v bistvu še izpostavljam, mislim, da bo v debati tudi prišlo tudi do izraza, oziroma bomo še več o tem povedali, se pa nanaša, kot sem že poudaril, na samo metodologijo in vprašanje, kako to, da v tem diskurzu o tranziciji se soočajo, ali pa, bi rekel, niti se ne soočajo. En mimo drugega gredo, bi rekel, ugotovitve, analize, ki so včasih prav komično divergentne, pa komično, bi rekel, nekako ene poudarjajo, bi rekel, nek napredek, druge pa skrajno zaostajanje, perifernost in tako naprej. Bi samo navedel, kar je Jack Rupnik povedal, to je najsjajnejše obdobje vzhodnoevropskih oziroma srednjeevropskih držav v tisočletni zgodovini. To, kar se je dogajalo med tranzicijo. Seveda on ne misli, da je vse bilo perfektno in tako naprej, ampak zgodovinsko gledano, recimo. Po drugi strani imamo pa tudi gotovitve ali pa teze, da je ta tranzicija bila popolnoma neuspešna, da se treba vrniti nazaj. Pri nas je recimo bila napisana knjiga Zablode tranzicije od 20. godine, ampak zdaj seveda mnogi mislijo, da je to povezano z malo kontroverznim imenom te avtorice, ampak ni res, ker ona se navezuje na neko širšo skupino pozvanih socialnih antropologov tranzicije. In ti recimo celo pravijo, in Vesna Godina pa še malo bolj to zaostri, Slovenija ne, da je samo periferija. Slovenija je kolonija v Evropski uniji. Torej, neokolonialni odnosi so se začeli vzpostavljati v Evropski uniji. Slovenija, Češka in tako naprej so enostavno kolonije Zahoda ali pa teh najbolj razvitih držav. Torej, mislim, da vidimo ta diametralno nasprotujoče
ugotovitve. In verjetno je zanimivo malo videti ozadje teh ugotovitev. Kaj je botrovalo, da so eni in drugi prišli do takih apodiktičnih ugotovitev. No, sam mislim, da seveda moramo v prvi fazi biti dosti previdni v teh interpretacijah. Zgleda, da mnogi niso, tako da tudi to je en problem v naši stroki. Hvala. Seveda najbrž še en dokaz za to, da je potrebno iskati, kot je bilo nakazano v tem izjemno zanimivem prispevku, nekaj načine, kako miriti, razne indikatorje, torej kot je bilo že omenjeno, zdaj mineva nekje 10 let od knjige, v kateri smo se ukvarjali z indikatorji in nekako po tem obdobju sta profesor Rončević in Jana Soklan tudi spisala en krajši prispevek, ki bi rekli, se vrača k tej tematiki z novega zornega kota, z neke nove kritične perspektive in nekako naj bo to izhodišče za uvodne besede profesor Rončevića. Hvala lepa za besedo, za to napoved. Torej, bom tako rekel, z Jano se nisva lotila zadeve, kako človek rekel, iz nove perspektive, čeprav je bilo morda tudi potrebno, ampak sem se pravzaprav vrnila k zadevi zato, ker sem hotela pač pogledati, kaj se je zgodilo pravzaprav v tem času, v teh dobrih 10 letih, potem, ko smo mi objavili tole knjigico, ki ne bom rekel, da je bila prav nek hud mednarodni hit pa bestseller, je pa prav gotovo, bom tako rekel, v krogih vzhodnoevropskih sociologov, ki se ukvarjajo z vzhodnoevropsko tranzicijo, je pa kar bila, bom rekel, prebrana in pocitirana, in smo se tudi o tem kar nekajkrat pogovarjali. V tej knjigi smo 4 kolegi pravzaprav testirali ta model, ki ga ne bom jasno na dolgo in široko razlagal. Če poženiš mogoče na F5, da bo tekla. Se pravi, ta model, ki ga ne bom na dolgo in široko razlagal, zelo poenostavljeno bom pa rekel, mi smo poskušali tukaj analizirati oziroma ugotavljati, kako tako zgodovinski dejavniki, mi smo temu rekli civilizacijska kompetenca, kjer smo malce pa kar upravičeno parafrazirali Pjotra Štomko z njegovo incompetence, koncept, s kateri se nismo strinjali iz raznih razlogov, in seveda kako na to vplivajo različni aktualni dejavniki, tako interni, se pravi, bom rekel, ti, na katere družba ima na nek način, lahko vsaj posreden ali pa dolgoročen vpliv z ustreznimi politikami, o tem smo danes že kar nekaj slišali, pa tudi do tega, na kakšen način na to konkretno družbo vpliva okolje, se pravi mednarodno okolje te družbe in seveda zanimalo nas je, kako to vpliva na rezultati. Rezultat pa so neke vrste razvojnih performans, ki smo jih mi identificirali kot to, ali posamezna družba sodi v evropsko, ki smo se ukvarjali z Evropo. Se pravi, to je neke vrste analiza srednjega dometa, se pravi v evropsko jedro, v evropsko polperiferijo ali pa gre pač za neke vrste, bom rekel, periferno družbo. Tukaj sta naju z Jano zanimali 2 zadevi. Prvič, ali smo v tem delu iz leta 2005 uporabljali, se pravi zelo tako banalno vprašanje, ki bi se morda mogli že pred 10 leti vprašati, ali smo uporabljali ustrezne baze podatkov, pa ustrezne analitične postopke. In drugič, ali je v tem obdobju prišlo do kakšnih zelo pomembnih sprememb. Tukaj bi jaz govoril, se popolnoma strinjam s profesorom Adamom, že takrat smo opazili, da obstaja velike razlike v dosegljivosti podatkov, pa v katerem letu. Zato bi jaz tukaj rekel, kaj se je zgodilo med obdobji 2000-2005, ker tam nekje smo imeli podatke, in v aktualni analizi, kaj se je zgodilo med leti 2010-2015. Ampak recimo tako čez palc, čeprav morda smo imeli počet bi ocenil, da gre za neke vrste 10-letno obdobje.
kaj sva naredila z Jano? Najprej sva ponovno obiskala že uporabljene variable v našem originalnem delu. Pravzaprav je to tako kar zelo naporno delo. 4 raziskovalce smo tukaj sodelovali zelo. V bistvu smo par let to počeli, od tiste prve knjigce. Delo, bom tako rekel, se je začelo leta 2000 in z večjo ali manjšo intenzivnostjo je trajalo do leta 2005. Zelo natančno smo pregledali, mislim, da 22-24 baz podatkov, se več ne spomnim natančno, ampak zelo veliko baz podatkov z ogromnimi indikatorji, ki smo jih tudi ustrezno ovrednotili. In zdaj sva šla, bom rekel, z Jano nazaj in smo ugotovila, da če nič drugega je čas pomagal pri tem, da je precej več držav vključenih v različne te mednarodne baze, ki imajo pluse in imajo seveda tudi svoje metodološke in drugačne minuse. Tako da sva to nalogo ponovila, sva pravzaprav morali črpati, mislim, da samo še iz 7 baz podatkov, kajti številne države ali pa številne dimenzije, ki jih pred tem nismo merili, se zdaj dejansko rutinsko, praktično na letnem nivoju merijo. Potem je bila narejena faktorska analiza, s katero smo pravzaprav hoteli ugotavljati, ali smo morda neustrezno takrat uporabili določene indikatorje za ocenjevanje posameznih dejavnikov razvojne uspešnosti. Tukaj se je pokazalo, da smo imeli določene težave, še posebej na področju socialne kohezivnosti, pa na področju podjetniškega duha, ampak te posledice z vidika naših ugotovitev pa sklepov niso bile prav dramatične, o čem bom nekaj povedal na koncu. Potem smo šli ponovno skozi baze podatkov, kjer je bilo potrebno, smo podatke obnovili, ponekod čisto zamenjali, čeprav so bili stari dobri, ampak smo preprosto najti boljše, recimo pri odprtosti. V mednarodni prostor smo bili perfekten indikatorji, ki je naredil vse tisto, kar smo z veliko muko delali dobrih 10 let predtem. Smo jih ponovno testirali. Potem smo te spremenljivke v računalništvu smo šli predvsej dalje, smo jih lepo standardizirali, izračunali povprečno vrednost v okviru posameznih dejavnikov, uporabili indeks dimenzionalnosti in potem pogledali, kaj se je dogajalo v tem 10-letnem obdobju. In kaj se je zgodilo, če tukaj gledamo dejavnik razvojne uspešnosti, bom tako rekel, če se ne bi nič zgodilo, bi bile vse države pravzaprav na tej diagonalni črti. Če se malce pošalimo, v Švici se ni zgodilo nič. Takrat so bili grozno razviti in uspešni in zdaj so grozno razviti, uspešni in tudi tukaj bi tudi rekli, ja, ni se zgodilo kaj dosti. Pri določenih državah vidimo, bom rekel, določena seveda odmikanja, ampak tukaj ni nič, bom rekel, do nezavesti dramatičnega v resnici. Ni se nič grozno dramatičnega zgodilo, kljub tomu, da določene spremembe so. Vemo, da večina teh držav, sploh teh, kar nas danes tukaj zanimajo, se še vedno nahajajo pri dnu